Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Drzni zmagovalci, v kateri predstavljamo podjetnike, ki so si upali in ki so zmagali. Naš gost je Gregor Novak, soustanovitelj skupine Sonce Energija in seveda tudi direktor razvoja v tej skupini, ter seveda tudi direktor razvoja v družbi Sun Contract, to se pravi sončna pogodba, bi to lahko prevedli. Gospod Novak, s čim se ukvarjate? Ja, lep pozdrav. Ukvarjamo se z energetiko, z obnovljivimi viri, samooskrbnostjo naših strank, da so čim manj odvisne od tržnih cen, od raznih strateških povezav oziroma vojn in tako naprej, ampak da nekako tudi energetsko postanejo lahko samooskrbni in neodvisni od zunajega sveta. To je naša glavna naloga, seveda na način, da ali zgradimo sončno elektrarno ali pa da jih na nek način, drug način naredimo samooskrbne. In je to zdaj posel, ki v Sloveniji cveti? Ja, zadnjih par let, ko smo videli tudi zelo visoke cene električne energije, seveda je to še dodatno spodbudilo, da so se ljudje še bolj odločili za sončne elektrarne. Vsekakor pa smo del zelenega prehoda. Vemo, da na kak način moramo priti na obnovljive vire, da fosilna goriva se opuščajo, da so ostale enostavno zaradi politike, tudi Evropske unije, so postala predraga zaradi kupovanja CO2 certifikatov. In enostavno, seveda zaradi njihovega vpliva na okolje, nekako nedopustna. Torej, v bistvu prehod je potreben, seveda pa tisti, ko prej prišel na zelene tehnologije, na obnovljive vire, bo več od tega tudi profitiral, tisti, ko kasneje pa malo manj. Koliko Slovenije je že prekrite s sončnimi elektrarnami? Zelo malo. Če pogledate, če se peljemo po Sloveniji ali pa po Bavarski, v primerjavi vidimo, na Bavarski je praktično relativno malo hiš ali pa vasi, gotovo ni nobene, da ne imele sončne elektrarne, hiš pa je recimo veliko, ki jih je pokriti, v Sloveniji je tega še relativno malo. To pomeni, imamo še zelo prazne strehe. Se pa seveda zdaj v vseh teh letih, ko smo zgradili že več kot en gigavat sončnih elektrarn, to je kar lepa številka za Slovenijo, vseeno. Se pa seveda že te sončne elektrarne vidijo, tako ko se peljemo z avtom po državi, po vaseh in tako naprej, se tam pa tam že vidijo. Ampak dejstvo je, da marsikdo, ki pa bi imel sončno elektrarno, pa je ne more imeti, ne more se priključiti na omrežje. Kaj so tiste prepreke? Ja, bom rekel, omrežje, ki ga imamo, mi vidim dve stvari. Prvo, gotovo ni bilo grajeno za to vrstno proizvodno, da ima vsaka hiša svojo elektrarno in se ta elektrika pretaka v omrežje nazaj. Omrežje ni bilo za to grajeno, ampak se ga da nadgraditi. Večja prepreka, ki jo vidim, je pa malo politična, da v bistvu energetska politika ali pa energetiki tisti, ki kreirajo energetsko politiko, niso pravila dosti prilagodili digitalizaciji in tudi v pravilih omogočili, da se lahko dejansko čim več elektrarn postavi v omrežje. To vidimo čisto jasno, zato ker beležimo zdaj že nekje 30% zavrnitev. Ja. Stranke bi želeli se priklopiti v omrežje, pa ne dobijo soglasja za priključitev v omrežje. In je s tem se nekako uvira ta zeleni prehod. Saj ne rečem, na nekih lokacijah je dejansko težava omrežje, ne more več sprejeti dodatnega vira, ampak zaradi digitalizacijo bi lahko to čas oziroma to zavrnitev zelo zmanjšali. To se pravi, zdaj omrežnina, ki se obeta, mogoče bo 1. julija, ampak zdaj slišimo, da Gospodarska zbornica pač želi 2-letni zamik in lobira za to. Torej, kaj bo zdaj s to novo omrežnino? Ali drži, da moramo zdaj drugi plačevati večjo omrežnino, da jo nadgradimo sistem za sončne elektrarne? Kako je s tem? To ni res, ta pristop ni točen. Omrežnina je namenjena za to, da lahko Eles kot operater prenosnega omrežja in zdaj ima pod sabo tudi distribucijsko omrežje, razvija to omrežje, za njega skrbi. On za to rabi denar. In je to nedvoumno jasno, da ga rabi. Ni pa ta denar, ki se vplačuje za omrežnino, se ne pretaka za podpore za obnovljive vire. To je čisto ločen budžet in tako naprej. Tako da,
model, ki je do zdaj bil in je do julija še vedno v veljavi, po juliju pa res, kot ste rekli, ne vemo, zaenkrat je omrežninski akt sprejet, bi se naj uveljavil s 1. julijem. Tudi sam slišim in tudi sam sem mnenja, da ni primerno to uveljaviti 1. julija, to, ki sicer že zdaj velja. Upam, da se bo dejansko pamet prevladala, pa da se bo ta zadeva, bom rekel, spremenila. Ne samo zamaknila za 2 leti, ampak spremenila. Namreč obstoječi omrežninski akt, ki je bil predpravljen po tem španskem modelu, je čisto neprimeren, po mojem osebnem mnenju, za ta svet, ki ga imamo zdaj energetski. Namreč zakaj? Zato, ker on v bistvu omogoča uveljavlja tako imenovani 5 časovnih blokov in ta glavni, najdražji časovni blok, ki se je zelo, zelo podražil, v zimskih mesecih tudi za 5-krat, v poletnih mesecih pa tudi za 100%, je v bistvu časovni blok od 8 zjutraj pa do 2 popoldan, pa potem od 4 popoldan pa do 8 zvečer. Tako. In čez ta dan, razen recimo sobota, nedelja, velja čez delovne dni, sije sonce. In večino tega časa sije sonce in kaj opažamo, da ko sije sonce, je cena električne energije najnižja. Prejšnji vikend smo imeli negativno ceno. Minus 55 evrov za megavatno uro. Kar pomeni v praksi, da je preveč energije v omrežju. In ker je preveč energije na omrežju, seveda, če se bo ta akt uveljavil, bo pa še manj porabe v omrežju. Torej, problem je tudi ta, da gospodarstvo ne bo moglo prilagoditi svoje porabe. Mi lahko v gospodinjstvu rečemo, v redu, bomo kuhali, ne bomo kuhali, bomo likali ali karkoli, ampak gospodarstvo, neka gostilna, kako ne bo potem? Ali pa neki, recimo, en mizar, on ima pa zaposlene, zjutraj pridejo v službe in delajo zjutraj od 6, 7 do 3. On ne more reči, veste kaj, delali bomo samo po noč, od 10 zvečer do 6 zjutraj. Saj veste, ne gre po zakonodaji, ne gre iz humanega vidika, ne gre nobenem primeru. In gospodarstvo ne more. In gospodarstvo zdaj seveda bomo s tem udarili, da bo enostavno, recimo, postal samooskrben, bo še manj porabe čez dan in zaradi omrežnine bojo še slabše, še nižje cene na trgu čez dan, ko sonce sije, v večernih urah pa temu primerno višje. Torej, kako bi morali spremeniti ta model? Jaz mislim, da je mogli spremeniti tako, da se pač mora tudi omrežninski model uravnavati po ceni, borzni ceni električne energije. Če je borzna cena visoka, pomeni, da je premalo energije, mora biti tudi hkrati omrežninski del višji, zato da se takrat energija manj kupi. Torej, ko je pa cena elektrike nizka, ali pa nič, ali pa celo negativna, takrat pa mora biti omrežninski sistem nizek ali nič. Ne sme se takrat še penalo plačevati za to. Torej, takrat pa čim več gospodarstva energije porabi, da se ta zadeva izravna. In jaz mislim, da model mora biti popolnoma dinamičen, vezan na električno energijo, na borzno ceno in iz tega modela seveda pa za ELS, za operaterja, nabrati dovolj denarja, da se on lahko razvija omrežje, ker bo na njemu veliko stvari še v naslednjih 10-20 letih. Vemo, da prehajamo na električno mobilnost, prehajamo vse na elektriko in zato bo njegova vloga zelo pomembna. Ampak ne tako kot zdaj. Zdaj je fiksen model z dinamičnim svetom enostavno ne gre več skupaj. Ampak zdaj ta dinamičen model bi pa predvideval, da jaz recimo, ko bi pogledala svoj števec, bi ves čas videla kazalček, kaj poceni, aj drago in bi se temu recimo prilagajala. Ali kako bi bilo? Jaz mislim, da to ne bo več šlo, zato ker je pa vsako uro to drugače. Za ljudi je to prenaporno, prekomplicirano. Zato mi vidimo rešitev v tem, da ima pač gospodinjstvo ali tudi podjetja imajo en hranilnik električne energije. Vi enostavno kuhate, likate, perete, kadarkoli vam ustreza, to, da vas s tem ne morimo. Gospodarstvo dela tisti čas, ko ima ljudi zaposlene, ko ima pač jih ljudi na voljo. Energija sama se pa zaradi hranilnikov pa takrat pretaka iz sonca v baterijo in sprošča v omrežje ali pa v sam objekt in to z baterijami to delamo. Jaz mislim, da je čas prišel hranilnikov, da je
to treba tudi, podpreti tudi z nekimi podporami, nekaj že je, ampak je zelo malo, da se enostavno ta zadeva razširi in s tem mi zagotovimo, da bojo naše gospodarstvo in tudi naša gospodinjstva imela čim cenejšo energijo in da se ne treba prilagajati samem soncu ali pa cenam na borzi, ampak da se oni lahko grejo v svoj tempo. Sami hranilniki, ki jih pa mi lahko upravljamo nadaljavo in to vse avtomatsko delamo z umetno inteligenco, uravnavamo in delamo čim bolj učinkovito za gospodarstvo, za gospodinjstva in tudi za energetski sistem. To se pravi, hranilniki so ena nova poslovna priložnost. Ne? Se vi že spopadate s to priložnostjo? Ja, seveda, absolutno. Mi smo tu, to smo že tudi, že veliko tega tudi namestili. Zdaj tu nameščamo tudi gospodinjskim, tudi poslovnim odjemalcem. Ravno zdaj sem se vrnil z Kitajske, kjer smo obiskali nove dodatne ponudnike takih večjih baterijskih sistemov, z nekaterimi že sodelujemo. Imamo tudi svoje sisteme, katere smo recimo v tem primeru zakupili tovarno na Kitajskem, kjer proizvajajo za nas takšne sisteme, razmernike in baterijske sisteme. Nažalost je treba to zakupiti na Kitajskem, ker v Evropi nimamo kje. Povejte nam kaj več o tej Kitajski. Kitajska je tu naredila, bom rekel, kar ekonomski čudež v zadnjih 30 letih, recimo naj omenim mesto Shenzhen, to ima zdaj 20 milijonsko mesto, pred 30 leti je bilo 30 tisoč ljudi. Mesto, vasica, ribiška vasica. Zdaj pa je 20 milijonsko in to visoka tehnologija. Tu imamo podjetje, kot je BYD, ki dela električne avtomobile, največji proizvajalec električnih avtomobilov na svetu, seveda svojo celotno verigo baterij. Recimo tukaj je podjetje Huawei, ki je največji telekomunikacijski operater na svetu. Potem imamo tukaj podjetja, ki delajo pametne telefone, ki delajo drone, recimo DJI, ga vsi poznamo. Tudi v tem mestu. Torej, kaj je naredila Kitajska? Kitajska je videla, da zeleni prehod je stvar, ki se je svet odločil zanj in enostavno investirala v zeleni prehod in tudi sama pri sebi investira. Ona polovico vseh panelov sončnih, ki jih proizvedo na Kitajskem, jih investirajo sami, predvsem v zahodnem delu države in to elektriko porabljajo pri sebi. Potem pa seveda sami so postavili tovarne, sami imajo razvojne oddelke, sami so tehnologijo, ki so jo na Zahodu gotovo se veliko naučili, oziroma ki je Zahod investiral na Kitajskem, so se z tega naučili, so to nadgradili in zdaj so, na tem področju tudi razvojno gledano so velikani in industrijsko pa itak pokrivajo energetiko, torej obnovljive vire, torej veter, sonce in potem zdaj tudi baterije in tudi električne avtomobile. Nažalost je tu Evropa zaspala, recimo, če govorimo o električni mobilnosti. Veste, zdaj sem bil 10 dni na Kitajskem, še malo več, niti enega nemškega električnega avtomobila nisem videl. Od zahodnih samo Tesla, pa še te relativno male napram Kitajskem. S tem, da je kitajska flota avtomobilov na cesti imajo zelene tablice. Ja, tako je. To so električna vozila, modre pa neelektrična, jih je že 30% električnih. No in tudi, ko sem jaz na Kitajskem, so nam povedali, da za električni avto ne čakaš za dovoljenje. Za tisti navaden bencinar pa čakaš. Tako, in plačilo. Recimo v Shenzhenu je zadeva približno po Šanghaju, zdaj cifra, mislim, da je ta Šanghaja, je za, koliko ste lepo rekla, za električnega ga lahko kupeš, za navaden avto, bencinski, pa se plača samo tablica, tam 8 do 10 tisoč evrov, samo zato, da dobiš tablico in še greš v nek tako imenovan lottery system in si lahko na vrsti v enem letu, 2 ali po 10. Torej, zelo težko je dobiti to tablico in jo plačati in pa še avto kupiti. Električnega so potem spodbujajo svojo industrijo. Tako da imamo izjemno lepe, dobre, sposobne, dobre res avtomobile, samovozeče. Vozil sem se z enim samovozečem, smo se usedli noter, avto je pelil sam in to po mestu, po Shenzhenu. To ne, da bi se vozili tam po nekem parku, po tovarnem, ampak po mestu, med ljudmi, med avti, menjava pasov, vse normalno. To tehnologijo že imajo in tudi pravila so do te mere prilagodili, da je to že dovoljeno. Veste, tukaj se niti ne sanjam še, kako bi po Ljubljani s takim avtom, ki zna voziti,
kdo mi bi to dovolil, da smem to narediti. Tako da v bistvu so bili tu in pri pravilih in tudi pri tehnologiji so nas prehiteli. In enostavno videl sem, da niso naredili sam ta del. Pokrili so celo verigo. Od rudnikov, ki jih imajo zakupljenih nekje po svetu, litija recimo, Brazilija, Afrika, do platina. Ja, to so vse postavili, imajo verige kompletne pokrite in visokotehnološka podjetja, ki zdaj so nadgradila Teslo in te sisteme, bistveno nadgradila. In te stvari po Kitajskem že vozijo. Seveda Evropa zdaj trenutno jih še relativno malo, ker Evropa ne dovoli, ker ščiti svojo industrijo, ampak slej ko prej bo se to tudi moglo sprostiti, a pa bo Evropa mogla več ščititi na tak način, se bojim za avtomobilsko industrijo v Evropi. Ja, lejte, saj to je velika tema, ne. Tule držim v rokah Antwerpensko deklaracijo za evropski industrijski deal oziroma za to neko pogodbo, ne, kot New Deal recimo, ne, ker Evropa ugotavlja, in to je zdaj tudi glavna tema bodočih evropskih poslancev pred volitvami, ali reindustrializirati ali deindustrializirati. To se pravi, ali popolnoma uničimo to evropsko industrijo, pa bomo vsi zeleni pa lačni, no, mislim pogojno rečeno, ali pa vendarle obdržimo, kajti tudi s tem zelenim prehodom največ pridobiva Kitajska, ne Evropa, ne? Ja, točno to temo sem tudi govoril z nekaterimi Kitajci, sem vprašal, kako pa ste vi videli zeleni prehod, ko se je začel, ko se je Evropa, ko se je svet za to odločil. In nekateri so mnenja, da je bilo pač to način, kako bi Kitajsko zaustavili v svojem zelo hitrem razvoju, rasti. In sem rekel, kaj ste pa naredili? Ja, nič, investirali smo v zeleni prehod. In mi smo investirali in zdaj smo ga prevzeli za tehnološko. Ne. Tako so oni odgovorili na neko tako stransko grožnjo. Jaz mislim, da to, ko ste rekla, Antwerpenska deklaracija, je pomembna, da v Evropi moramo obdržati industrijo, ampak ne na račun, da naredimo zdaj spet neko antidampinško politiko, bomo zdaj, ne vem, omejevali, po kakšni ceni se uvozi solarne panele v Evropo, to, ko je bilo že več poskusov. Te poskusi so že bili pred parimi leti in ne funkcionirajo. To pomeni, smo samo Kitajcem samo še več plačevali, zato smo naredili antidampinško politiko. Jaz mislim, da ni drugega, kot da se pogleda, kaj so Kitajci naredili, da so prevzeli primat na nekem segmentu in da se neka podobna varianta v Evropi naredi. To pomeni, da se industriji pomaga zgraditi in biti konkurenčna. Ne pa dati, recimo, protidampinško politiko, kjer v bistvu pomagaš Kitajcu, da sam še več zasluži in mi pa to plačamo kot pa končni uporabniki. Tako da ta del se mi zdi zelo pomemben. Je pa še ena stvar zelo pomembna. Mogoče, če se sam vrnemo nazaj v recimo, ne vem, zelo zanimiv datum je 9. september. Ne? Vsi ga poznamo po tem napadu Bin Ladna na dvojčka v Ameriki. Ampak ta datum dejansko je simbolika, ki jo Bin Laden prevzel. 11.9. oziroma 12.9. in potem še enkrat se je ponovil ta datum 11.9. so v bistvu islamska država je bil zaton. Začetek konca islamske države v Evropi. Obleganje Dunaja se je začelo 11. septembra in 12. septembra je s pomočjo poljskega kralja Jan Sobieski. Tako, točno tako. Ne, so porazili v bistvu Turke, ki takrat so vodili islamsko državo in islamski imperij, 14 stoletij je ta islamski imperij trajal, ki bi večji od rimskega. Ne. In potem še enkrat je bilo pa v 11. september se je pa v Srbiji, ne, mesto, to je bilo pa Battle of Zelda, to je pa mislim Selda, nekako se imenuje, malo mestece srbsko med Novim Sadom pa med Subotico. Tam so potem pa, bi rekel, Sveta liga, takrat, ko so se države povezale skupaj, Habsburžani pa Benetke, pa Aliansa, so v bistvu takrat dokončno premagale Turke in potem naredili sporazum in potem so Turki počasi so odmaknili. To v bistvu, takrat je bil začetek konca islamske države. Zato je tudi, mislim, da Bin Laden zbral ta datum kot neki revanš na to zadevo.
Ampak, če se vrnem nazaj, zakaj je takrat Evropa uspela? Seveda se je mogla povezati, je mogla delati skupaj. Vsi so delali, razen Francija takrat, ne? Če se spomnimo malo zgodovine. Francozi so rekli, ne, mi pa ne bomo pomagali. Ne, mi pa ne bomo. In so bili proti. Ne? Vsi ostali so se takrat povezali in so dejansko skupaj premagali takrat Turke in islamsko državo. Kaj je bilo v bistvu botrovalo temu, da so bili uspešni? Industrializacija Evrope. Oni so takrat že industrijsko zadeve začeli izvajati in so zato boljše topove delali, so znali na tehnologijo razviti naprej in so imeli boljše navigacije, bolj točne in tako naprej. In Turki so tu zaspali. In zaradi industrializacije Evrope je Evropa premagala Turke in je tudi islam porinila nazaj na Bližnji vzhod. Veste, zdaj smo pa v neki drugi, veste, ta bitka se nikoli čisto ne konča. In bitke še vedno trajajo in pač, pa nam zdaj rekel samo verska, tudi druge. Vpliv, kdo ima moč. In če nimaš industrijske proizvodne, vse smo videli v covidu, še mask nismo znali sami narediti. Smo jih mogli z Kitajske Vse smo že izvozili na Kitajsko. Tako, smo vse izvozili in potem neč znamo narediti. Sami prostovoljno in nismo prenehali delati. Jaz mislim, da je to pomembna deklaracija, da se to, bi rekel, proizvodna vrne, da pač Evropa moče tudi politiko spremeni v smislu, da podpre industrijo z nekimi drugačnimi metodami, kot obstoječe ne funkcionira samo razvojne, je treba tudi investicijske spodbude dati, da se lahko ta proizvoda tukaj postavi, da bo lahko konkurirala s Kitajsko, ki bo sicer na nekaj bo že zelo težko, ampak je treba to spodbuditi in postaviti nekaj nazaj, da smo lahko partnerji. S Kitajci bomo partnerji, gotovo, ampak ne pa, da smo čisto podarjeni. No, ampak še vedno ostajajo pa surovine, tisti manjko, ne? Tu pa mogoče ni rešitve ali je pač. Tu pa je strateško-politična rešitev. Bom tako rekel, če so Kitajci uspeli se dogovoriti z Brazilijo in zakupiti rudnike litija, pa seveda v afriških državah in tako naprej, zahodni svet je imel to bistveno prej v rokah, pa je to spustil, se bo mogel malo nazaj potruditi. No, če gremo spet na domače razmere, ne, zdaj imamo v razpravi ta nacionalni energetski program, pa pri gospodarski zbornici so akademiki tudi združili moči. Nekako so ugotovili, da v bistvu, če bi imeli do leta 2030 55% manj CO2 izpustov, bi pač morali povečati za 30 do 35% obnovljive vire energije, tako pravi ta NEPN, nacionalni program, ampak obnovljivi viri ne pomenijo vedno nižanja CO2, ampak tudi dražijo elektriko. Je tu nek zaprt krog, je to kvadratura kroga? Bom rekel, ja pa ne. Obnovljivi viri vidimo, da so kljub vsemu najcenejši vir. Kogarkoli obrnemo. Za, rekel, subvencije za sončne elektrarne jih ne rabimo na nek način več. Rabimo jih za baterijske hranilnike zdaj, zato so še te vedno dragi. Sončne elektrarne, se spomnim prvo, ko smo imeli 2009 za komercialne namene v Sloveniji, smo jo kupili pri takrat mislim, še vedno deluje, Bisol, slovenska tovarna fotovoltaike, in takrat je bila cena 2 evra za watt pik, smo rekli, na watt modula, zdaj je recimo cena, ne vem, 15 do 20 krat nižja. To se je zgodilo v 15 letih. Ja. In pričakujem tak isti trend tudi pri baterijah, s tem, da bo ta trend hitrejši. Ne bo trajalo 15 let, ampak bo moče trajalo 7-8. To pomeni, ne pristaja na tezo, da ni dovolj litija, da ni dovolj tega, da bomo uničili naravo s te baterijami. Ne, če pametno delamo, se tudi za železarne, veste, koliko smo železa izkopali, pa nismo naravo uničili. Ne vem, železarna Štore, jaz mislim, ne vem, če dobiva kaj rude železne, ampak večer samo recykla. Torej dobi obstoječo, jo pretopi in naredi novo z litino ven. Tako da v bistvu enako bo tukaj pri baterijah se šlo, ni treba vedno nove skopati, da imaš toliko baterij. Tako da jaz mislim, da ta trend, da bo prišlo na obnovljive vire, bom rekel, jaz vidim naslednjo takšen preboj je, ko bomo svoja sonca, svoje fuzijske reaktorje na Zemlji, kjer bomo mi zasimulirali sonce. Ampak to v našem življenjskem obdobju, ko bo mi pa moče naši otroci, še ne bo komercialno mogoče.
terja svoj razvoj. To bo čez 100 let, ne vem, težko rečem kdaj, ampak 100-200 let. Ampak takrat bo gotovo dovolj energije. Ampak do takrat pa ne vidim druge opcije kot obnovljivih virov in recimo v kombinaciji z baterijami, v kombinaciji s črpalnimi elektrarnami, da energijo lahko tudi shranjujemo. Ker vemo, da obnovljivi viri so takrat, ko so. Ne moramo jim ukazovati, kdaj morajo biti. Tako da cenovno pa je ena lepota obnovljivih virov, so zastonj. Sonce ne plačamo, ni treba ga izkopati, enostavno sam posije. Tako da v bistvu vir energije je zastonj. In zaradi tega je, bi rekel, v cenovni verigi, ko je masovno, ko Kitajci to začnejo proizvajati, smo zdaj videli v zadnjem času, rata to ekonomično in časovno poceni, je potem ta vir postaja najcenejši. Recimo primerjava premog, vemo, da zaradi politike razogličenja družbe enostavno je treba plačati CO2 kupone in te so že višji, bistveno višji od cene električne energije. Torej, in se sam še višajo. V jedrske elektrarne, zaradi, bom rekel, zelo neekonomične gradnje v Evropi, drage gradnje, ne vem, po besedah direktorja Elesa, Mervarja, njegova ocena je tam okoli 190-200 evrov za megavatno uro, lastna cena. Veste, lastna cena iz sonca je pa 60-80 evrov. To pomeni, smo v vsakem primeru za obnovljivi viri, bom rekel, bolj konkurenčni. Seveda ne moramo čisto vsega rešiti z obnovljivi viri, ampak večino pa lahko rešimo. No, ampak zdaj, ko menjate ceno, 154 do 164 evrov je za megavatno uro in to je razmeroma drago. Zakaj imamo mi, ki imamo in nuklearko in za zdaj še TEŠ, zakaj mi plačujemo tako drago elektriko v Sloveniji? Ja, bom rekel, zdaj odvisno, kjero ceno sta to mislila. Zdaj, ceno, ki jo recimo gospodinjstva zdaj plačujejo, je nekje okoli 103 evre. To je bila industrijska, recimo. Aha, to je bila pa industrijska, ja. Industrijska je pa zdaj tako. Tisti, ki so ostali na nekih fiksnih cenah, ko so bili bolj ziharaši, pa so podpisali neko letno, 2-3-letno pogodbo, recimo z našimi večjimi dobavitelji v Sloveniji, imajo res take cene. Tisti, ki so recimo pri nas na sam kontraktu, ko mi smo tudi dobavitelji električne energije in imajo dinamično ceno, imajo zdaj ceno okoli 50-60 evrov. To pomeni, in ta cena je zelo nizka zaradi obnovljivih virov. Povprečna cena je... Pri vas je samo sončna potem? Ne, pri nas so samo obnovljivi viri, to pomeni je sončna, je vodna, hidro, vetra v Sloveniji nimamo, pri nas, da bi ga imeli, pa kogeneracija. Torej, čisto samo obnovljive vire imamo in mi zagotavljamo seveda strankam normalno električno energijo. In zaradi tega, ker je cena borzna tako nizka, ali pa na naši tržnici peer-to-peer, ko se dogovori sklepajo, so tako nizki, oni izredno profitirajo v tem času. Tisti, ki so si pa zdaj neko fiksno ceno zagotovili, so si pa zagotovili recimo do konca tako ceno in nažalost plačujejo visoko ceno. Ja, mislim, da je tudi predsednik vlade rekel, sklenite zdaj pogodbo, pa so se potem večkrat Tisti, ki ga je poslušal, je drago. Predsednika vlade, ki je velik strokovnjak za energetiko. Dobro, zdaj vi ste tudi neko vas opremili, kako pa je to? Ja, mi smo že kar nekaj časa, mi smo naredili prvo 100% samooskrbno vas v Sloveniji, vas za vrate pri Radečah. In tu smo pač enostavno postavili sončne elektrarne, jih povezali skupaj in vse hiše v tej vasi vključili v to samooskrbno vas. In oni seveda zdaj v bistvu so samooskrbni, imajo dovolj električne energije na letnem nivoju in cene, oni v bistvu najemajo sončne panele, ker niso sami investirali, ampak so sami se vključili in cena je na nek način ostala pri njih enaka, kot je bila v predpodražitvenem času. Ne glede na cene, na razmere na trgu, cena je šla zelo visoko, vmes gor dol, oni so nekje ostali na tem zelo dobrem, nizkem nivoju, kar nekako je dober primer, kako se da s samooskrbnostjo eno vas, ali hišo vas, ali pa neko mesto, ali pa pač Slovenijo želimo kot tako narediti, bi rekel, da ni več občutljiva na te
visoka nihanja cen, ki so velikokrat pogojena z strateškimi zadevami, z vojnami, z geostrateškimi pozicijami, ki jih veliki igralci, Kitajci, Američani, Rusi igrajo. V tej vasi tega niso ni čutili. In to je naš model. Tako kot smo lahko samooskrbni s hrano, smo lahko tudi samooskrbni z energijo, seveda z obnovljivo, imamo jo doma, na strehi jo predelamo, pa jo pač, ne vem, sosedom podelimo, in bom rekel tukaj pohvalim, da je pač uredbe so bile do te mere pripravljene, da so to pravno omogočili, da smo tako samooskrbno vas lahko naredili. Seveda, vse ostalo je bilo pa naša stvar, digitalizacija, najemni modeli, blockchain, s katerim smo pač to vse omogočili, da stranke to dejansko lahko dosežejo. Kje še bi lahko imeli take vasi? In je kakšno zanimanje? Se ljubljanski župan zanima? Za Zorana Jankovića ne vem, ampak zanimanje gotovo je. Mi zdaj smo v enem izgradnji enega takšnega solarnega parka v Lenartu in župan občine Lenart je zelo, bi rekel, podpira samooskrbnost in to vrstne zadeve. Torej, želimo narediti eno in bomo to letos bomo začeli že z gradnjo, eno agrovoltaično solarno farmo, če tako rečem, kjer se bo proizvajala pač rastlinska proizvodnja na vrhu sončne elektrarne in to bomo tudi žetonizirali. To pomeni, da bomo vsak sončni panel dali en ta certifikat na blockchainu, mu rečemo NFT, in da ga potem najprej torej občani Lenarta, ki so domačini, lahko po neki boljši ceni najamejo ta panel, recimo za 10 let. To pomeni, tudi če živijo v bloku v Lenartu ali pa v hiši ali pa nimajo priključka, da elektor ne dovoli, da bi lahko svojo sončno elektrarno priključili v mreže, oni še vedno lahko najamejo tukaj 10 modulov, 20 modulov in oni imajo svojo elektrarno. In to elektrarno jo imajo v svojem žepu, v telefonu. Lahko porabljajo v Lenartu doma, ne vem, lahko delno porablja ščirka, ko gre študirati v Maribor ali pa v Ljubljano, pa lahko elektriko ona porablja. Lahko, če se preselijo z Lenarta v Maribor, jo lahko prenesijo sabo, pa jo porabljajo v Mariboru. Torej, vidite, z digitalizacijo, s tokenizacijo, rečemo, ne, žetonizacijo, smo tak poslovni model naredili. To smo v Bukarešti v marcu globalno predstavili na globalni blockchain konferenci in ta zadeva prvo elektrarno, ki smo jo pa že tokenizirali, 2112 modulov solarnih smo tokenizirali in skoraj vsi so tudi že pošli na naši tržnici, na NFT tržnici smo naredili v Višnjah pri Ajdovščini. Tu smo prvo elektrarno tokenizirali, pol megavatno elektrarno, 2112 modulov in ponudili svetu, da je lahko te module najel z nakupom NFT žetona. To se pravi, to je nek žeton, ne? To je nek voucher v osnovi, ne? In jaz potem se selim in malce porabim. Komu zdaj to sporočim? Kako je to videti? Kako je to v praksi videti, če imam ta žeton? Tako. Vi recimo na Sun Contact platformi prijete se prijavite in potem greste in kupite recimo 10-20 takih žetonov. Po dnevni ceni? Po ceni, ja, vsakega žetona, ki je v tistem trenutku, ki jo pač ponudnik žetona ponudi. Ne? Če vam ta cena ustreza, jih kupite. S tem ste v bistvu najeli 20 solarnih panelov za obdobje 10 let. In zdaj je to vaša virtualna sončna elektrarna. Enako kot bi imeli na svoji strehi, samo da ni pri vaši strehi, je nekje v Višnjah pri Ajdovščini. In kako se zdaj to pozna na mojem računu za elektriko? In potem vi 2 klika naredite na naši platformi, pa rečete, to elektriko iz moje elektrarne, virtualne, tokenizirane, mi rečemo osebna elektrarna, personal power plant, iz moje osebne elektrarne bi rad porabljal pri sebi. To pomeni 2 klika, jaz bi to naredil tako imenovano individualno pogodbo, jaz bi to elektriko vam pri sebi porabljal na svojem merilnem mestu. In vi domače merilno mesto v Ljubljani, kjer že je, rečete, mi bi prišli zamenjavati dobavitelja, šli bi na Sun Contract, da bo Sun Contract naš dobavitelj električne energije. V celoti? V celoti. Za vso? Tako. In potem, ko ste, to je pač 2 dni in ste pri nas, in potem pa vi na naši platformi, na Sun Contract platformi, enostavno rečete, jaz bi svojo elektriko iz svoje elektrarne porabljal pri sebi. In takrat, ko sonce sije,
Imate vi svojo elektriko. Kaj pa, ko ne sije? Ko pa ne sije, jo pa pač kupujete na naši tržnici od drugih dobaviteljev, kot smo rekli, hidroelektrarne. Ne. Če od nobenega niste kupili, potem pa jo kupite od Suncontacta po borzni ceni. To se pravi, vse kupujem pri vas, Tako. ali tisto, kar je in je cenejše, Tako. ali pa mi zapolnite ta manko z neko drugo. Tako. In seveda, če pa elektrike ne porabite, moče ste teh panelov več, pa niste bili doma čez dan, ne, se pa ta električna energija lahko vi sami ali pa se avtomatsko, lahko imate vi, drugače se pa avtomatsko proda na tržnici drugim kupcem in seveda vi za to dobite žetone. Ker potem pa v nočnih urah, ker pač vi seveda morate kupovati, se te žetoni lahko porabljajo. Tako da v bistvu se čez dan kompenziramo, ali za noč, sem tako rekel. Ne? Na tak način smo v bistvu vas naredili samo oskrbne. To je zelo zanimiv model. A je to edini model? Edini na svetu. Na svetu, Nismo še videli nobenega na svetu, da bi kaj takega naredil. Mi smo tu uporabili blockchain in omogočili, tako kot smo rekli, da se to uporablja, tam, ko Suncontract prisoten, recimo Slovenija, Hrvaška, Estonija, je Suncontract prisoten, ali pa tudi omogočili smo tudi vsem ostalim, ki nimajo, kjer ni Suncontract, recimo Francija, Anglija, Kitajska, tudi oni lahko kupijo te žetone. Oni ne morejo pa porabljati električne energije, jo pa enostavno prodajajo, pa omogočajo nekomu drugmu, da je samooskrben, če tako rekel. Torej, v bistvu smo želeli s tem modelom narediti tako, da omogočimo vsakemu zemljanu, da postane samooskrben. To je bil naš namen, ne, da nismo omejeni samo tisti, ko ima hišo, ko ima stanovanje, ko ima priključek, ne, ampak tudi nekdo, ki živi v stolpnici, nekdo, ki živi v bloku in ima to zavest, pošteno, ne? Da lahko tudi on, bi rekel, nekaj profitira od zelenega prehoda. Ker mi vidimo zeleni prehod kot priložnost, ne kot strošek. Kakšna je kapaciteta te vaše elektrarne? Ta prva, ki smo jo tokenizirali, žetonizirali, je bila 517 kilovatov, torej to je dobre pol megavata. Seveda zdaj v maju prihajamo z novimi. To v Lenartu, ko sem pa govorim, kjer pa še pridobivamo zadnje papirje, da bomo lahko to zadevo speljali, je pa 8 megavatov, to je pa 8000. Torej, tam bo pa nekje okoli 15,000 takih panelov NFT-jev na voljo. To je dovolj za, ne vem, bi rekel, kar veliko stanovanj, hiš v Lenartu in seveda tiskar Lenart ne bo vzel, ne bo zainteresiran, ne bo pa pač Slovenija oziroma svet dobo na razpolago. Pa je Slovenija primerna za to, ker omenjate bolj ta vzhodni štajerski del, prekmurski. Kaj pa na Gorenjskem? Cela Slovenija, praktično kjerkoli regija v Sloveniji je dovolj dobra, tudi Ljubljana, vemo, da ima malo več megle, ne? Ampak tu veste, na koncu je mogoče med najboljšo, med najslabšo 10% razlike, ampak vsi imajo dovolj. Seveda ta slovenski del Ormož, recimo, je ena najboljših lokacij, pa seveda Primorska, ne? To so najboljše lokacije, ampak cela Slovenija dovolj. Tudi na Jesenicah smo delali sončne elektrarne, pa vemo, da imajo tudi kakšne 2-3 mesece ne vidijo sonca, ne? V enem delu Jesenic. Tako da praktično skoraj da vse posod je možno. Zanimanje je veliko. Tu vidimo kakšne posnetke, kjer ste Binetu Volčiču, gospodu znanemu kuharju, omogočili to sončno elektrarno. Povejte nam, kakšno je zanimanje in kakšna je ta investicija ter kdaj se povrne? Ja, res je. Pri Binetu smo tudi postavili sončno elektrarno. Bom rekel, to je taka klasična sončna elektrarna, ki je na strehi, postavimo, investicija je nekje tam od 10 do 15 tisoč evrov, malo odvisno od velikosti elektrarne, povrne se pa nekje v 8 letih. 8 letih in potem imaš na nek način elektriko zastonj. To čast rečem, to je tudi malo na mesto pokojnine, ne? Ko gremo v pokoj, potem nam se prihodki zelo zmanjšajo, a stroški pa ne. Ne? In je fajn, recimo, če to, recimo, taka zadeva se poinvestira in potem, ko se tudi stroški začnejo zmanjševati, zato, ker imaš svoj domač vir. Ta je klasična, ko jo postaviš na streho. Kaj smo pa zdaj letos tudi nadgradili, je pa tako, da recimo tako, ko smo pri Binetu postavili na streho, pa ima recimo on preveč, ne porabi zase, smo naredili tako imenovani družinski paket, da lahko tudi drugi družinski člani porabljajo to električno energijo. Spet z nekimi žetoni? Spet v okviru naše platforme, spet z žetoni. Tako. Mi to vse žetoni rešimo. To se pravi, tudi Binetovo elektrarno ste vključili v ta sistem? Ne, tista je bila že prej narejena, še prej. Lahko pa jo, če bo Binet to želel,
Drugače pa lahko recimo zgradimo elektrarno, je ta elektrarna recimo streha je malo večja, slovenske hiše so večje, pa reče, ne bom mogel porabiti elektrike, pa vključen še ščirko, pa mamo, torej ni treba, da so na isti lokaciji. Lahko so kjerkoli po Sloveniji, lahko živi ščirka v stanovanju v Mariboru. Pa je vključena v ta sistem. Torej, njeno merilno mesto, njen števc vključimo zraven in potem enostavno se razdeli ta elektrika znotraj družinskih članov. In s tem smo v bistvu naredili tem, da imajo vsi družinski člani cenejšo električno energijo in postanejo, in začne napajati sonce, torej so na obnovljivih virih. No, te obnovljivi viri, predvsem sončne elektrarne, pa mogoče tudi baterije v avtomobilih, imajo tudi neko neprijetno stran, namreč radi gorijo, ne. Zdaj smo bili priča kar nekaj požarom, en velik kmetovalec pod Šmarno goro mu je zgorel cel hlev praktično, ker tako sem slišala, je imel že nekaj let to elektrarno, je bila že malce, bom rekla, stara, ampak bi lahko že obnovil. Kako nevarne so sončne elektrarne? Ja, tako je. Vse posod, kjer teče električen tok, seveda lahko pride do požara. In vemo, da, bom rekel, nekaj požarov je bilo v Sloveniji, ampak večino teh požarov je bilo, da je objekt zagorel sam in na katerem je bila sončna elektrarna. Seveda, ko vidijo ljudje sončno elektrarno, mislijo, sončna elektrarna je zagorela. To je prvi pomislek ljudi. Ampak večino je objekt zagorel, pa potem tudi sončna zagorela zraven. Je pa tudi kakšna sončna bila povzročitelj požara. In seveda, kar pa lahko rečem, da vse sončne elektrarne, ki smo jih gradili po letu 2016, mi in tudi konkurenti, kjer smo uporabljali tako imenovane optimizatorje, eno dodatno elektronsko napravo, ki se pritrdi zraven k modulu in modul lahko ugasne. Da pa nimam podatka in tudi moji kolegi na Združenju za fotovoltaiko, sem z njimi govoril in tako naprej, mislim, da nobena od teh novih elektrarn ni bila vir požara, zato ker imamo elektroniko zelo pametno, če pride do kakšnega koli slabega stika ali pa kakšnega koli dotika, avtomatsko izklopi kompletno delovanje vsakega modula posebej na strehi. In ko pa to narediš, pa tok več ne teče in ne more povzročiti požara. Zato je ta nova tehnologija, bi rekel, zelo, zelo požarno varna. Jaz mislim, da je tudi država, takrat, ko so pisali to uredbo, ker so noter to napisali, da je to obvezno za gospodinjce, za gospodinjske odjemalce, za samo oskrbo, naredili prav. Je bilo dražje, ampak bistveno bolj varno. Tako da stare elektrarne so dejansko, ko sonce sije, pač tok teče in če tudi tok prekineš, je še vedno napetost v elektrarni in na nek način lahko povzroči nek požar, pri novejših se pa izključi. Tudi če sonce sije. To se pravi, te stare bi bilo treba zamenjati? Bi bilo treba nadgraditi, recimo s temi optimizatorji. Jih pregledati, včasih te investitorji niso pripravljeni nič dati za to, da bi se, rečemo, naredilo dober pregled elektrarne, da se preveri, da se tudi kakšen del zamenja ali pa da se nadgradi s temi optimizatorji. In pač to nek strošek, pa se nam je dela že 10 let, zakaj bi to naredil, ne? Ampak včasih zaradi varnosti ali pa zaradi tudi ekonomičnosti, če daš to napravo, tudi elektrarna pol malo več proizvaja, ker ima to optimizacijo boljšo narejeno, je smiselno. Tako da mi praktično tudi na vse objekte, tudi tam, ko zakonodaja ne zahteva, da to damo, mi to dajemo. Zaradi razloga prav proti požarne varnosti. No, tudi elektrarna je na nek način dodatna obtežba za streho, ne samo, da je to nek industrijski kompleks, ki ga imaš na strehi, je tudi težak, ne. Zdaj, kako je s tem? V nekem obdobju smo imeli ministra, bil je gradbeni inženir z gradbene fakultete, ki je na nek način predlagal in tudi uspel s tem, da je treba tudi statično dodatna dovoljenja dobiti. Ali to še velja? Še velja, ja. Za vse elektrarne moramo narediti statični izračun, oziroma mora projektant potrditi, da je statično to skladno. Tako da, bom rekel, napram obtežbi snega, ker imamo v Sloveniji nekje obtežbo snega okoli 200 do 250 kg na kvadratni meter, more strehe zdržati. Ampak se je že podrla ena, mislim, da v Novem mestu. Ja, se je, ker ni bila prav narejena. Bi rekel, elektrarna ima pa nekje obtežbo okoli 20
kilogramov na kvadratni meter, to vidimo v tem proporcu ni veliko. Seveda, če že streha sama po sebi na meji, ne, je taka obtežba pa že preveč, ne, skupaj s snegom. Ne. Tako da, ja, so pa eni zelo šparali pri konstrukciji, ja. Recimo, poznamo ta primer, ja, na Dolenjskem, kjer pa je potem prišel sneg in je to vse skupaj pritisnil dol in je bila bolj velika škoda. Ne. Tako da, ja, je tako kot vsaka stvar, ne, tudi objekte ne moramo graditi tako malo cenovno optimalno, ampak moramo se držati nekih standardov. Kdo danes nadzira te sončne elektrarne, da ne bi prišlo do nekih neljubih dogodkov? Ja, nadzor praktično ima projektant v podjetju, kateri se mora podpisati, da je to vse naredil. Ima tudi odgovornost. Torej, ja, podjetje, ampak to je, ko gradi. Tako. Kaj pa potem v času obratovanja? Potem pa seveda vse inšpekcije lahko pridijo to preveriti, in ki jih imamo, obstoječe, ki so na voljo, čeprav nisem še kje dosti videl, razen takrat, ko pride do kakšne take neljubega dogodka, takrat pa pridejo vsi pogledati. No, lejte, tudi pri tej omrežnini, ne, zdaj bo veljala, ne bo veljala, agencija se ne strinja. Povejte nam, kdo pravzaprav v Sloveniji kroji to energetsko politiko? Tako da neka agencija je neodvisna, reče, tega ne dovolimo, to dovolimo. Kaj se tukaj sploh dogaja? Ja, Agencija za energijo je dejansko tisti končni organ, ki določi zadevo, in je tudi to vrstni akt, omrežninski akt, model ona dala v javno obravnavo. Je pa seveda dobila soglasje ministrstva. Ne? Ni to ona se sama naredila, ona je predlagala, na ministrstvu, ne vem, niso dobro prebrali in so dali soglasje. In zdaj pravijo, se ne strinjajo. Ja, zakaj pa se niste takrat oglasili, ko ste dali soglasje? Mi se nismo strinjali že od začetka s tem modelom. Sam nas, da mi nismo tisti, ko nas nekako morajo poslušati. Mi smo pač samo javno povemo, ali pa na kakšnih takih strokovnih srečanjih. A ministrstvo pač se mi zdi, da včasih malo ne upravlja svoje naloge. Ne? Tako da, ampak ja, uradno je pač Agencija za energijo neodvisni organ, čeprav vemo, da to ni čisto res. Je malo vseeno odvisno od politike in tudi v nekih primerih smo videli, da zelo posluša politiko, ko politika nekaj naroči. No, zdaj, ravno ko govorite o politiki, seveda imamo zdaj mogoče to opcijo svobode, ne, da tako rečem, ki je bolj nagnjena k sončnim elektrarnam zaradi samega predsednika te stranke, pa vendarle je vprašanje, ki je na mestu, je, kdo dejansko vodi to energetsko politiko pri nas, ali je ona spodbujena bolj z nevladnimi organizacijami, kdo sploh vodi ta zeleni prehod. Namreč lahko slišimo, da je to pravzaprav nestrokovno, da kar gremo v neko smer, pa se zaletimo, pa tja, pa malce testiramo, zapiramo TEŠ, ne nazadnje smo zelo drago plačali ta TEŠ, praktično, kot da bi delali nekaj sami sebi v škodo. Zdaj zapiramo to, kar smo nedavno naredili. Kdo vodi to? Mislim, jaz težko rečem zdaj, kdo vodi, ne. Ja. Vemo, kdo bi mogel voditi. Ja. Čeprav imam občutek, da tisti, ki bi mogel voditi, ne vodi. Ne. Je pa tako, no, en del je gotov tudi neke kvote, ki jih smo dobili kot člani Evropske unije, jih moramo spomniti. Mi imamo kvoto 42,5%, ne. Evropska unija mora imeti obnovljivih virov 2030. Ne. Te kvote ne bomo dosegli v Sloveniji. Do 35 imamo zdaj po NEPN-u, 30 do 35 obnovljivih. Ja, to je pa po našem slovenskem NEPN-u, ja. Sem rekel, da celo Evropsko unijo, ne. Po NEPN-u je pa ta cifra, ki jo tudi najbrž ne bomo dosegli. Mi še 25% nismo dosegli, kar bi mogli doseči v 2020 in že plačujemo penale. Ne. Tudi dejansko ta politika prihaja z Evrope, ta trend, da je treba obnovljive vire povečati delež, ne, in da je treba zmanjšati porabo premoga, ki tudi vidimo, ne. Jaz mislim, da po letu 2026 TEŠ bo zelo težko obratoval, ker pač enostavno ne bo mogel več plačati CO2 certifikatov. Ja, ampak tudi Nemčija težko dela, ko je zaprla vse nuklearke. Kako pa je s tem, ne? Nemčija je pač začasno prižgala neki termoelektrarn, ki jih je zdaj tudi že ugasnila, ki zdaj seveda ni potrebe več po njih. V tem prehodnem obdobju seveda je z fosilnimi gorivi nekako treba živeti in bo do 2050 treba to kombinirati. To se ne da v energetiki čez noč narediti. Ampak
pametno investirati v obnovljive vire, pa seveda tudi v hranilnike in tudi v črpalne elektrarne. Upam, da bo ta elektrarna v Kozjek, da bo Dravske elektrarne to izpeljale. Take stvari se mi zdi so veliki doprinos. Če tako zadevo narediš, potem spet lahko 1 pa 2 gigavata sončnih elektrarn daš v sistem in sistem normalno funkcionira, če tako črpalno elektrarno zgradiš. Ne. To se mi zdi naložba za prihodnost zelo, zelo dobra. To delajo Švicari, to delajo Avstrijci in tako naprej. Seveda, da ne govorim, severne države imajo tega že ogromno. Pri nas je pa skozi tako težko umestiti v prostor, pa ne bomo dovolili nobene stvari. To bo, ne vem, zadnji metuljček bo imel težave. Ampak, veste, če pa mi zdaj kar naprej še kurimo premog, tukaj pa noben ne zračuna, koliko ljudi je bolani zaradi tega in koliko, bi rekel, onesnaženja. Videl sem to na Kitajskem. Zanimiva zgodba. Ko sem prihajal na Kitajsko 2009 do 2014-2015, recimo v provinci Jiangsu, enostavno v Nanjingu, glavno mesto Jiangsuja, 10-milijonsko mesto, nisem nikoli videl neba. Vedno je bil smog, vedno je bilo zelo, zelo umazano. Ko sem lansko leto po covidu spet prišel v Nanjing, pa letos, je pa tako kot v Sloveniji. Čisto nebo, kaj ste zgodili, kaj ste naredili. Enostavno so rekli, da so pač standarde, okoljske standarde v provinci Jiangsu postavili na isti nivo, kot imamo v Evropi. Torej ne dovolijo več svinjanja rek, izpušnih plinov in tako naprej, mora biti filtri gor ali pa odseljte proizvodno kam drugam. Tako da so na tak način naredili in oni so praktično s tem izredno izboljšali tudi zdravstvo, torej stroške zdravljenja ljudi in tako naprej in hkrati imajo relativno čisto okolje, čeprav so to ogromna mesta. Ne. No, pa Kitajska ima neko moč, to je nek ponder, ima nek vpliv. Kitajska res prispeva. Ko bo Kitajska to naredila, se bo mogoče svetovna klima izboljšala. Evropa sama je pa en tak majhen odstotek tega vpliva, to tudi velikokrat slišimo, pri teh pripombah. Tako zares smo vzeli ta zeleni prehod, da bomo svojo industrijo uničili, da bomo na koncu zeleni pa lačni. Bom rekel, jaz mislim, da je to napačno, da bi s tem uničevali industrijo. Jaz mislim, da zaradi zelenega prehoda ima lahko industrija celo cenejšo električno energijo, ne dražjo. Namreč se vidimo zdaj, zdaj enostavno imamo preveč elektrike v Evropi, zato je čez dan, ko sonce posije in seveda sončnih elektrarn je več in več, je cena proti nič. To pomeni, če smo mi zdaj, samo moramo iti iz kalupov, iz klasičnih kalupov ven, ne moramo več reči fiksna cena 100 evrov za megavatno uro naslednje 2 leti. Ta kalup več ne zdrži. Mi moramo imeti na dinamično ceno, se prilagoditi zadevam s nekimi hranilniki in tukaj poinvestirati še dodatno zraven in potem porabiti lasten vir. In potem nismo več neodvisni od Kitajca, pa ne od Američana, pa ne od bližnjevzhodne nafte. Toliko, kot smo bili do zdaj. Na tak način. In to je priložnost za industrijo in to je priložnost za ljudi, da so bolj zdravi, da je manj onesnaževanja v prometu in tudi pri energetiki. In hkrati to je priložnost za naložbe. Tako kot naše podjetje, tudi ogromno podjetij zaposluje, gradi to zadevo infrastrukturo, jo vzdržuje in je to. Kreiramo bruto domači proizvod s tem. In to je pristop. Ko sem Kitajce vprašal, so rekli, so nas hoteli uvirati, pa smo šli v to investirati, zdaj smo mi zmagovalci. Zakaj nismo tudi to v Evropi enako? In bom rekel, spremembe narediti priložnost. In to lahko naredi celo gospodarstvo, ne samo naš mali sektor. Kaj vi pričakujete od evropskih volitev? Namreč slišati je, da bo bolj desna agenda zmagovala, ki pa nima vedno tega zelenega prehoda na prvem mestu. Se lahko zgodi kakšna sprememba? To težko reči, nisem politik, ampak lahko se seveda spremeni, da pač ne bo toliko na prvem mestu, kot je bilo do zdaj. Ampak bom rekel, tisti, ko se bo zdaj nazaj potegnil, pa bo to zavrl, to smo videli pri ZDA, zgublja tempo s Kitajci, ki diktirajo tempo na svetu. In tisti, ko bo bolj zaostal, bo bolj zgubil. Tako jaz to vidim. Torej, veste, svet ne stoji. A gremo naprej, a gremo pa nazaj. Stati se ne da. In v Sloveniji čas vidim, da bi radi stali, pa mislim, da hodimo nazaj. Tudi ta vlada, ki je mogoče se zdi,
da zelo podpira zeleni prehod, a ne. V nekem trenutku ga pa res podpira, a z repom precej uniči. In to smo tudi videli zdaj s spremembo pravil in tako naprej, kar je pač naredila neumnosti v spremembi pravil in zelo rada kako protiustavno stvar naredi, ko pravila zelo tako enostavno gleda, da je kot vse njihovo, da je to vse naše in veste, mi smo privat podjetje, mi nismo pod vlado, spoštujemo pravila, ampak imamo pa tudi v ustavi pravico, da smo do proste gospodarske pobude, svobodne gospodarske pobude in to ta vlada včasih, bi rekel, pozablja. In zato smo, bi rekel, že eno ustavno pobudo dali, pa najbrž bo treba dati še kakšno. V zvezi s čim? Ja, dali smo ustavno pobudo zato, ker so uvedli bi rekel, subvencionirane cene, ne, za gospodinjstva zaradi visokih cen, a kompenzacijo, povrnitev stroškov nam kot dobavitelj električne energije pa niso dali. To so pa pozabili. In ko smo opozorili ministra, je rekel, ja, so te že znašli. Veste, mi nimamo nuklearke od zadaj, da se lahko malo znajdemo, ali pa dravskih elektrarn, ki jih ima holding slovenskih elektrarn, ki je lažje potem tudi kakšne take stvari premostijo, ker imajo nek svoj vir, ki je zelo ugoden in zelo poceni, še posebej dravske elektrarne, imajo odličen vir, Drava je super vir električne energije, ne? Super poceni. Mi smo na trgu in smo z ustavno pobudo prišli potem, da so oni potem sprejeli uredbo. In zdaj so spet spremenili pravila za te samooskrbe in so spet na tak način, da so kar prevalili na nas dobavitelje. Ja, to te bi plačali. Veste, pa 20 milijonov te plačali, pa 30 milijonov te kar plačali. Imate občutek, da se ta vlada do malih podjetij pa do podjetij obnaša kot svinja z mehom? Ja. Ta vlada, bom rekel, pa ne želim tukaj politično debatirati, ampak vse, kar smo do zdaj videli v našem sektorju, je bilo, da nekako želijo preferirati velika državna podjetja, vsi, ki smo pa podjetniki, smo pa mogoče mali ne bodi ga treba. Takšna je zadeva, taka je politika se sprejema, v bistvu se nas sploh ne tretira kot tisti, ko delamo bruto domači proizvod. Pa ga naredimo več, kot ga naredijo državna podjetja. Vsi podjetniki skupaj bistveno več. Živimo to državo, podjetniki in ne državna podjetja. Tako da v bistvu, in to vidim, da ni v njihovi zavesti in jih pač moramo s kakšnim upominom z ustavnega sodišča opomniti vedno znova. Gospod Gregor Novak, tu bova naredila piko. Vi ste si upali in ste zmagali. Hvala, ker ste bili gosti oddaje. Prosim, hvala lepa. Hvala za pozornost in nasvidenje.